Gospa Alenka Artnik, lastnica številnih svetovnih rekordov v prostem potapljanju, v potapljanju na vdih, svetovno znana Slovenka. Dober dan, pozdravljena v N1 podcastu, dobrodošla. Hvala lepa. Hvala. Najprej čestitke, prejšnji teden si imela rojstni dan. Ja, Čestitke tudi za poroko, ki je bila pred enim mesecem, a ne? tudi ja, res je. In ti si dodala zdaj k svojemu priimku še en priimek, to smo se prej pogovarjali. Ja, tako je. Alenka Artnik Burgardt sem zdajle. In pravkar te dni boš zamenjala dokumente, a ne? Tako, zaradi tega. zdajle sem lih urejala papirje, dokumente, tako da jutri dejansko dobim v roke potni list in osebno in bom videla ta svoj priimek. In po mojem, se pripravljam, že tako, bom rekla, mentalno se pripravljam na to, no, da bo verjetno malo šok, ko bom videla ta priimek. Ampak tako, ko si prej rekla, da sem se poročila, mislim, jaz sploh nisem še dojela, no, se mi zdi, to je tako kot vsaka stvar, ki se ti v lifeu zgodi, kaj tako velika zadeva, recimo kakšni rekordi, pa tako, rabiš nekaj časa, no, da to malo sprocesiraš, no, da se navadiš na to, se mi zdi. Je pa tudi tvoj soprog v bistvu se tudi ukvarja z istim športom, ne? Ja. K njemu prideva še proti koncu najinega pogovora. Naj rečem samo, da v bistvu živita pa, povedala si mi, ne, pri Ženevi oziroma v Ženevi, ampak na francoski strani, ne, Tako, to je v bistvu francosko-švicarska meja in midva sta pač na drugi strani, torej je že Francija, ampak jaz pa navadi rečem, da živim v Ženevi, ker če ne je malo zakomplicirano, te neke kombinacije in potem ljudje so malo zmedeni, ne razumejo več, kje si zdaj ti, ne, pa že tako sem non-stop nekje po svetu, tako da pa rečem, da živim blizu Ženeve, ampak je francosko stran že. In čestitke vsekakor tudi za svetovne rekorde, tudi letos. In za 2 zlati medalji na svetovnem prvenstvu. N1 podcast s Suzano Lovec. Tako da podiva zdaj k tvojim uspehom. Ob enem od svetovnih rekordov si pred leti govorila tudi za CNN s Kristjanom Ampur in tam si omenila, da moraš biti kot potapljačica, ko se potapljaš, tako sproščena, da se predaš pritisku, ki je toliko metrov pod vodo, da se ne sme telo zakrčiti in da se moraš mentalno prepustiti življenju na površini, pustiti za sabo in biti povsem prisoten v trenutku. Zdaj, ko človek tebe gleda, ko daješ te intervjuje, in pogledala sem jaz teh stvari kar nekaj, izgleda to tako, ti to z nasmehom na obrazu vedno poveš in z neko tako srečo, ampak verjetno vse to, kar sem zdaj opisala, kar si rekla, kako se to doseže? Torej ta sproščenost, to, da imaš v bistvu fokus, ker ves čas to poudarjaš, a ne, da je pomembno, da si med potopom ves čas zelo sfokusiran, a hkrati sproščen. To je nekaj, kar običajno ne paše skupaj. To je, mislim, se sliši dosti kontradiktorno, ne, Ja. nasprotujoče, ne, ampak v resnici, jaz mislim tudi nasploh v življenju, če najdeš ti pravo ta balans med fokusom in sproščenostjo in česarkoli se v resnici lotiš, po mojem, s to kombinacijo oziroma s tem balansom, po mojem, lahko dosežeš zelo lepe zadeve, zelo visoke, bom rekla, cilje, karkoli. In v našem športu, v freedivingu je to res še toliko bolj pomembno. Recimo, a veš, če si predstavljaš ti, ko se potopiš dol, seveda pač moraš imeti nek fokus, ker ti dejansko tudi v bistvu, ne vem, ena tehnična zadeva, ki se tekom potopa dogaja navzdol, je izenačevanje pritiska. In to je v bistvu ena taka izredno subtilna tehnika in globlje, ko greš, bom rekla, težje je to manevrirati. Torej, res fokus mora biti absolutno tam. Tudi fokus je pomemben zato, da ne, kot si sama omenila, da ne začneš razmišljati o zadevah na površju, ampak da je tvoj fokus resnično absolutno prisoten tukaj, zdaj. Po drugi strani pa moraš biti sproščen. Tudi zaradi tega pritiska, ki se v bistvu vsakimi, bom rekla, 10 metri se veča, recimo za dodaten bar, torej je ta sproščenost izredno pomembna, ne. Če si v nekem krču, potem ne bo šlo preprosto, potem telo ti ne bo dovolilo, da greš v te globine in se pač moraš preprosto obrniti in iti nazaj gor. Zdaj, jaz mislim, to je ta predanost, ne, temu se reče oziroma v angleščini se reče surrendering, ne, to surrender, predati se. To je ena stvar, ki po mojem
Jaz mislim, da že ko sem začela, ne, na samem začetku te svoje globinske potapljaške kariere, ko sem se preselila takrat v Egipt, leta 2015 v Dahab, jaz sem že takrat kazala, da imam ta neki, recimo temu, talent. In ta talent je bil ravno ta sposobnost se predati. Mogoče lahko temu tudi rečem močno zaupanje, močna vera. Nasprotno temu bi rekla je biti control freak. Torej, jaz sem verjetno bila sposobna se popolnoma predati in menim, da sem to, oziroma da mi je to življenje dalo to neko lastnost. Tekom življenja sem jaz po mojem gradila to sposobnost. Torej, mislim, da me je življenje me je v neki na nek način toliko teptalo, če lahko temu tako rečem, da pol na koncu v bistvu jaz sem se dolgo časa upirala, dokler nisem se mogla več upreti in pač prideš do tistega neke faze, ko hočeš obupati. In takrat sem se pač predala življenju. Jaz sem takrat dejansko se rekla, ok, naredi z mene whatever, pač lej. Ne? In ta sposobnost se predati in v resnici imeti vero, takrat sem jaz tudi začela imeti vero v življenje, mi je na začetku te moje kariere mi je ful pomagalo, ker ti dejansko moraš biti exactly v tem nekem stanju, se pravi ta predanost. In potem pa itak, jaz sem začela to zadevo zelo po hitrem postopku resno trenirati, ker me je popolnoma prezelo, ker sem vedela, da to sem jaz. Jaz sem dejansko 30 let iskala nek pomen in sem ga našla pod vodo. Tako da sem hitro začela vsak dan trenirati in potem dejansko s temi potopi tudi potem treniraš ta fokus in to sproščenost. Ne. To, kar si omenjala v življenju, za tiste, ki ne vejo, ne, ti o tem zelo odprto govoriš, zato ne bom omenjala nič takega, kar nisi že sama v bistvu odprla. In tudi praviš, da je pomembno, da se o tem pogovarjamo, da ljudje ne mislimo, da smo sami s svojimi stiskami, Ja. sami s svojimi strahovi in zato tudi o tem rada govoriš in na glas govoriš. Torej, ti in tvoja sestra, ki je še živa, sta živeli sicer v srečni družini, v ljubeči družini, ki pa jo je zaznamovala odvisnost, a ne? Ja. Očeta od alkohola in brata od drog. Zelo zgodaj sta izgubile vse tri. Torej očeta, ki se je sicer vmes ozdravil, ne? Je potem umrl. Umrla je mama za rakom in brat, kljub temu, da se je zdravil v Dom-Perinovi skupnosti, je potem, ko se je vrnil nazaj v to toksično okolje, kot ti rečeš, ne, na obalo, spet podlegel drogam. Ne. Potem je sledilo, kot temu ti v večjih intervjujih rečeš, neko obdobje. Vsi te sprašujejo po tem obdobju 10 let. Ti praviš, kot si zdaj rekla, da si se iskala. Včasih omeniš tudi besedo, da si bluzila. In zdaj, ko si omenjala to predanost vodi oziroma potopu, skratka se je ta predanost zgodila istočasno, ti simultano, torej vodi in življenju. Ti je v bistvu voda pomagala, da si se predala tudi v življenju? Ja, zanimivo je, ne, da jaz res ne verjamem v naključje. Ne. Zanimivo, da ravno v tisti fazi življenja se mi je ta freediving pojavil. Tako da jaz vedno pravim, da jaz mislim, da meni življenje dejansko mi je ponudilo to neko orodje, to vodo, ta freediving, kot neko, ne vem, kot neko nagrado, ker sem se toliko let pač matrala in se nisem predala in nisem, bom rekla, prodala duše, ampak sem, ne glede na to, da je bilo resnično peklensko in je bilo res ful težko, ampak sem kar, sem furala naprej in jaz mislim, da je bila to neka nagrada. Tako pač rada to razumem. Vsi ti intervjuji, ki jih daješ in jih malo govoriš torej v tem tudi težkem desetletju. I was drinking quite a lot and sort of sabotaging myself. Si rekla za New York Times pred leti, torej kar veliko sem pila in samo sabotirala sem se, ampak da si čutila, da obstaja nekaj več, nekaj, kar ti več lahko daš. Kako, Alenka, poiskati to nekaj več? Mislim, vsi to iščemo, v čem smo dobri in kaj nas lahko reši celo življenje. Ampak kako to najti takrat, ko smo v bistvu v stiski? Takrat je verjetno še posebej težko to najti. Ja.
Što je to, ne? Jaz mislim, da preprosto, mogoče pa ne moreš kar na en gumb pritisniti, ne? Saj ne vem, mogoče pa obstaja recept za to, da pritisneš na en gumb, ne? To so mogoče terapije, jaz ne vem. Jaz sem bila samorastnik vedno in sem tudi na nek svoj način našla tale, recimo temu gumb, ne? Ki mi je pomagal, da sem šla potem, da sem šla v drugo smer. Ampak jaz mislim, da ja, v tisti fazi, ne, takrat, ko je bilo res v bistvu najhuje, ko sem res bluzila, no, ker ne morem reči, da sem se skala, ker sem dejansko bluzila. Takrat mislim, da takrat dejansko sem imela, kljub temu, no, da sem bila res zelo nizko dol, mislim, da sem imela neko vero, da to nisem jaz. Jaz sem imela neko vero, da moje življenje, to ne more biti moje življenje, jaz ne morem propasti na tak način. A dogajalo se mi je natanko to, kar sem videla doma. Imela sem ta vzorec doma in dogajalo se mi je na koncu ravno to. Torej, sam dol. Tako da pravzaprav ni bilo nič čudnega, ne, da sem jaz prevzela to neko podobno pot, kot sem doma bila deležna. Ampak kljub temu sem imela jaz skozi neko vero, da to jaz nisem. In mogoče me je ravno ta vera nekako spodbujala ali pa mi dala neko upanje, da grem naprej. Čeprav sem bila, se pravi, jaz sem bila sama in sem bila zelo sama v tem. In takrat niti približno nisem videla neke luči. In mislim, da to, kar sem prej omenila, po mojem, sem toliko daleč šla s to svojo bolečino, da preprosto nisem mogla več. In očitno mi ni bilo namenjeno usojeno, da sem skočila dol s tega mostu, ker verjetno spet zaradi te neke vere, da to preprosto jaz ne morem. To ni moj purpose, to ni moj namen, da končam na tak način. In tudi v končni fazi sem toliko tega doma gledala. Ampak ja, jaz mislim, takrat sem preprosto, ko sem s tem aktom, ko sem življenju rekla, jaz se tega ne grem preprosto več, jaz ne morem. In v tisti fazi verjetno sem jaz tem nekim dejanjem, sem jaz po mojem odložila ta neki backpack, ne, jaz vedno pravim, to je bilo ogromno neke nasnage, ki niti ni pripadala meni. To so bile zadeve, ki sem jih jaz verjetno srkala nase, že ko sem bila mikena doma, ne, ker se veš, otroci harmoniramo okolje doma, ne, sploh ko je tako okolje, ne. Tako da jaz mislim, da sem s tem aktom to naredila in na nek način, sem se počutila lažje. In mislim, da s tem, ko sem to naredila, ko sem mogoče ozavestila, da to pa takega načina življenja ne želim živeti, sem si pravzaprav dala možnost, da živim neko drugo življenje. Spustila sem si neke druge, bom rekla, opcije. No, in zato pravim, da nekako ni bilo naključje in očitno sem bila pripravljena sprejeti lepe stvari v življenju. In takrat se mi je to pojavila, ta voda. Ker to je treba znati, ne? Sprejeti lepe stvari v življenju, ko pridejo. Ja, si v bistvu, jaz mislim, da dostikrat je problem v tem, da menimo, da čutimo, da si ne zaslužimo stvari. Ne? To je problem. Potem, ko se s tem nekako, ne vem, očitno jaz osebno sem mogla iti čez toliko enega gorja, da eventualno sem čutila, da si pa zaslužim največ. Sestro sta pa kar povezani, ne? Ja. Tjaši Artnik Knibe, ona je pa šla takrat na pot, na Camino, ne? Napisala tudi knjigo in sta veliko v stiku, če prav razumem. Ja, v bistvu nimava tak odnos, ker medve sva obe zelo aktivne, ona živi, v bistvu je bazirana na Nizozemskem, ki je gor poročena, ne. Jaz sem itak vse posod po svetu, tako da niti nimava tisti nek odnos, da bi se vsak dan mogli klicati ali pa kaj. To ni v najinem stilu, ampak ja, že kot majhne sva bile zelo, zelo povezane, ker predvsem zaradi okolja, ne, sva si bile jasno v oporo, v tistem džumbusu, ko smo ga imeli doma, ne. In ja, pol v bistvu zanimivo v tistih letih iskanja, no, ona je šla po svoji poti, jaz sem šla na neko drugo pot, tako da takrat nismo imeli, bom rekla, nekih takih blazno močnih
stikov, ampak vseeno smo bile zelo povezane in ja, ona je predelovala na svoj način, jaz na drug način in evo, zdaj smo si v bistvu zelo blizu. In tudi tako so si zelo blizu, ne samo, ker naju pač ta težka zgodba povezuje, ampak tudi, ker so si karakterno zelo podobni in lahko debatirava o življenju na dolgo in široko. Tako da sem zelo hvaležna, no, da imam v bistvu tak odnos z njo in da je moja sestra in da imam tudi tak odnos z njo. No. Ona je tudi moja najboljša prijateljica v resnici. Je tako, da recimo, ne vem, če sem v kakšni stiski, in kar se dogaja seveda v svetu pač profesionalnega športa, sploh če si sam sebi trener, včasih rabiš nekoga, da ti malo pomaga. In je ponavadi moja sestra tako, jo pokličem in rečem, Djaši, daj, please, I need help. Ti si še vedno sama sebi trener. Ja, v glavnem ja. Imaš pa kondicijsko trenerko? Tako, kondicijska trenerka, Teja Košnjek, tudi moja zelo dobra prijateljica. Ja, z njo v bistvu zdaj sodelujeva, mislim, da že 4. ali pa mogoče celo 5. leto. Sicer ne na način, kot bi si obe želeli, ker pač preprosto to moja pač ta sredstva sponzorska mi ne omogočajo, tako da pač probava čim več skupaj delati, kolikor se le da, ampak je to večinoma na daljavo. Ja, mi je pa ona zelo, zelo pomagala ravno na tem področju, ker sem bila jaz takrat švoh, se pravi ta nek fizični del je ona mene res zelo dobro pripravila in tudi v bistvu, da sem pravzaprav sploh razumela, zaštekala, kako pravzaprav sploh se premikati pod vodo, katere mišice treba razvijati in tako naprej. Ja. Če se samo še za trenutek vrnem k družini, pa greva potem zelo detaljno v potapljanje. Ja. Ti si povedala pred leti za Val 202, da si bratu odpustila med enim potopom, da si ga zagledala pred sabo, da je bila to zelo močna slika. Njegov pogled je bil močan, si rekla, bil je pogled njega, če bi si izbral drugo pot. In ko si prišla na površino, si bila nasmejana in ugotovila si takrat, da si čutila vsa ta leta žalost, da on tega takrat ni mogel premagati in da si takrat prvič jokala za njim. Te je potapljanje tudi na nek način v bistvu odprlo? O ja, absolutno. Voda te odpre. Mislim, na nek način voda je lahko tudi ko beton, ne? Če si v krču. Ampak jaz mislim, ko se izpostavljaš toliko časa temu elementu, eventually se odpreš in te zmehča. In tudi sicer sprošča voda, ne? Sprošča in ravno to se je pravzaprav, jaz mislim, da tako absolutno bom rekla, najprej te sprošča na tej neki fizični ravni, potem pa jaz mislim, da če si pač izpostavljam temu elementu, tako kot sem jaz, konstantno, potem gre tudi globlje. In to se mi je zgodilo med tem potopom, ko sem na nek način verjetno se odprla. Mislim, te zadeve se zgodijo. On se je meni takrat pač prikazal, jaz sploh nisem o njem razmišljala v tisti fazi takrat, ampak je pač prišel njegova slika in ja, je bila slika Simona, takšnega, ki bi bila, če bi on se odločil za drugo življenje, ne? Oziroma za drugo pot. Verjetno jaz mislim, da smo vsi doma imeli taka močna upanja, da se bo pač pobral nekega dne, ne? Seveda, vsi smo imeli ful močna upanja, takrat sploh, ko je šel v komuno na Tajsko za 3 leta in je prišel potem nazaj, ozdravljen, in je potem spet zapadel v to sceno, v to drogo. To je bila ful močna travma za vse nas. Močno razočaranje seveda, ne. Tako da tudi verjetno zaradi tega sem jaz imela to neko zamero do njega, ne, ker sem vedela, koliko bolečine je pravzaprav povzročil nam doma. Ogromno. In ja, in potem očitno se je že življenje odločilo, da je pa zdaj pravi trenutek, da spustim to bolečino ven in da odprem svoje srce pravzaprav za svojega brata, katerega sem imela neskončno rada, ampak ne, je bolečina naredila pač svoje in si nisem mogla očitno dopustiti. In dokler se pač ta potop ni zgodil in potem sem pa prišla domov in po tem treningu in sem delala ene vaje na tleh popoldne in sem tuhtala v tej zadevi in ja, sem se začela seveda jokati, ne, ker sem res končno sprostila
vsa ta čustva, ki sem jih čutila, največ, kvečemu bi rekla, da je bilo, počutila sem se pač preprosto žalostno, žal mi je bilo, no, da ni zmogel se odločiti za drugo pot. Mi je bilo res ful žal za njega, no. Pa tudi to, v bistvu, da ga ni bilo več med nami. On je bil moj starejši brat v tej fazi, ne. Bi lahko imel to vlogo, ne, da te mal včasih čuva, ščiti, ne. Tako. Potopi, ko človek gleda te tvoje potope, to je zelo hipnotična stvar, a ne. Ko vidimo to plavutko, ko vidimo tvoje telo, ko vidimo, kako se spuščaš, še posebej, če v bistvu se zavedaš, mislim, če se mi kot gledalci zavedamo, kaj se takrat dogaja s telesom, a ne. Te faze potopa, ti pojasnjuješ, da na začetku v bistvu je telo zelo plovno, plavaš, da tako rečem, a ne. Na koncu, to so potopi 100 metrov, a ne, pa v bistvu toneš. Na sredini se zgodi tako imenovani mouthfeel, torej, da potegneš iz pljuč zrak v usta. Nam lahko še malo bolj opišeš, kaj se s telesom dogaja med potopom? To ščipavko imaš, kaj ta ščipavka dela? Ja, ta ščipavka je zato, da ne potrebujem dejansko se držati z roko za nos, ker ti dejansko, ko vsi približno vemo, v nekaj so pač včasih vsaj malo pošnorkljali, vejo, kako je, da bi se moraš primiti za nos in potem pihant in dejansko se takrat pač izenači, ne. Recimo temu po domače povedam, da se ušesa odprejo in takrat potem ti izenačiš in pol lahko greš globlje. In to dejansko tale postopek jaz delam, se pravi izenačevanje, čez ves čas potopa, se pravi, ko grem navzdol. Izenačuje se samo za dol. To je, kot sem prej omenila, je taka zelo, bom rekla, sofisticirana tehnika, to je treba zelo, zelo trenirati. Jaz bi rekla, da to je verjetno največji razlog, zakaj se pa kar vsi ne moremo potopiti tako globoko in zakaj je ta globina, bom rekla, tudi omejena na par nas, profesionalnih freediverjev, ki se s tem res skozi ukvarjamo. Tako da to je v bistvu ena zadeva, čisto tako tehnično gledano, se pravi pač, izenačevati moramo konstantno za dol in tole ščipavko oziroma navzklep, kot temu mi rečemo, imaš gor, da ne rabiš tega manevra konstantno delati, ne. Izenačujemo pa recimo vsake 3 metre ali pa 5 metrov, recimo, approximately nekje tam. Potem, kot si sama omenila, tisti ta prvi del potopa oziroma sem zelo plovna. Potem pa globlje, ko grem, ker se ta v bistvu zrak v telesu se stiska, Boylov zakon, to pomeni, da potem dejansko tudi jaz postanem bolj, temu se reče, negativno plovna. Torej v neki fazi začnem toniti. Zdaj v bistvu to je čisto odvisno od vsakega, bom rekla, posameznika, potapljača, kako se odloči, do katere globine dejansko ti se poganjaš oziroma brcaš s to neko plavutko in v kateri globini se ti dejansko odločiš, da začneš ta prosti pad oziroma free fall, kot temu mi rečemo, in v tej fazi dejansko se ne poganjaš več. Si ob tej vrvi, tako da si priklopljeno to vrv, tako da ne moreš nekam, ker so tudi morske tokovi in eventualno bi te lahko nekam odneslo in iz vidika varnosti pač moraš biti na tej vrvi. In tudi jaz lahko takrat v tisti fazi zaprem oči. Torej, če si predstavljaš, jaz recimo prvih 20 metrov moram brcati kar močno, potem se pa recimo vsakimi 10 metri, recimo, da vedno manj moči, vedno manj energije dejansko uporabljam za to brcanje, ker telo že začne v bistvu padati dol. Jaz recimo nekje pri 20 metrih, rečem si, da si nevtralno ploven, torej pri 20 metrih nekje sem pri miru, čim naredim še en tale brc, en kick, pol pa že počasi začnem, počasi toniti, tako da potem lahko res to kikanje, to brcanje postane vedno bolj mehkejše, nežno, je zelo, zelo pomembno, ne, da jaz ne porabim preveč energije in moram to gibanje delati z občutkom, da čim bolj prešparam na tem kisiku. In pridem pa pol do te faze free fall, no, ko začnem pa toniti in potem dejansko tonem nekje meter na sekundo do tistega obrata.
In tam na obratu, torej na tej točki, ki naj bi jo dosegla, v bistvu ti odpreš oči, ko vzameš listek? Ja, jaz imam tudi v bistvu, dostikrat me vprašajo, kako veš, na kateri globini si. Računalnik imaš, ne? Oziroma Tako. opozarjate z nečim. A je to Tako. piskanje, ni piskanje? Tako, Ja, tako. To aha. imaš v bistvu potapljaški računalnik, jaz imam tukaj eno tako majhno utežko, to me tudi dostikrat vprašajo. V bistvu dejansko je ena taka, jaz imam, ne vem, kilo pa pol, to je tudi odvisno od posameznika. Ženske recimo, da imamo malenkost več, ker smo malo bolj naravno plovne, ampak s to utežko greš ti dol in greš tudi gor. Je ne spustiš dol na dnu, tudi moraš nazaj preplavati z njo, zato tudi moraš pač nekako, ne smeš si dati preveč te uteži, ne, ker recimo, če imaš več uteži, seveda ti je potem lažje za dol, ampak pol je težje za gor, tako da moraš najti neko pravo ravnovesje. In na tej utežki imam jaz ta potapljaški računalnik, na katerem si jaz naštemam alarme, tako da mi potem v točno določeni globini, kjer jaz želim, kjer jaz delam recimo te neke manevre, prej si omenila tudi mouthfeel, točno vem, zdaj sem v tej globini, čujem alarm in naredim ta neki korak. In tudi recimo pred samim tem obratom, torej tam nekje okoli 5 metrov pred obratom, kar je tudi nekje okoli 5 sekund pred obratom, me alarm spomni, zdaj se pa pač počasi pripravi na ta obrat, tako da potem jaz počasi stegnem tole roko naprej in vzamem tale listek, to je pač tak teg, v primeru, zdaj recimo sodniki, oni ti dajo ta official gauge, se pravi, ti dajo ta potapljaški računalnik, tudi kamerce so spodaj, sonda in tako naprej, ampak to je še zmer, bom rekla, neka taka tradicija, da moraš tale listek vzeti kot dokaz, da si bil na tej globini. Ja. Prej si recimo omenila mouthfeel oziroma pač povedala si postopek, no, da potegneš zrak iz pljuč v usta. In to je en tak način, kako mi pravzaprav izenačujemo zrak, torej ko greš globlje od neke določene, bom rekla, globine, potem recimo 20, 30, 40 metrov, potem dejansko moraš ti ta mouthfeel narediti, če želiš izenačevati pritisk, ker je potem pritisk toliko močen na pljuča, da je preprosto nemogoče izenačevati iz zraka iz pljuč. Torej naredimo tak manever, ki ga lahko zdaj tudi Magar pokaže. Daj. Jaz sem zdaj recimo tole ščipavka gor, ne, in Ja. tako izgleda to. Moraš biti ful sproščen. Tako, dejansko to je mouthfeel. Jaz v tej fazi sem zdaj potegnila zrak gor v usta, gloti sem zaprla in zdaj s tem zrakom bom jaz dejansko manevrirala in delala, izenačevala. In te stvari tebe kdo naučil? Koliko zgodaj si se to? Ti si začela itak šele po 30, ne, se ukvarjati športom, predtem so bila ta leta, težka leta. Kdo te je to naučil in koliko zgodaj, recimo te stvari? Ker najprej si se potapljala seveda v bazenu, ne? Tako je, jaz sem začela v bazenu, tako da v bistvu, na začetku pač nisem se potapljala v globine, potem, pa sem se odločila, da naredim ta tečaj, začetni tečaj potapljanja pri Juretu Dajču in takrat pa je bil ta globinski del tudi, ne, to je bil pač del tega tečaja, tako da sem takrat dejansko na Krku, mislim, da je bilo, sem se prvič potapljala v globino in sem šla že na tečaju, sem naredila, se spomnim, 28 metrov, to je bila največja globina, mislim, da jaz pa še en fant, no, v taki veliki skupini samih fantov sem bila, in sem že takrat kazala v bistvu, da pač da imam nek talent. No, to sem jaz potem, bom rekla, za nekaj časa sem dala na stran to globino, ker sem takrat živela, delala v Ljubljani, tako da pač se nisem mogla s tem ukvarjati. Pol pa, no, takrat v tej fazi sem trenirala bazen, pol pa je pač prišel čas, ko sem jaz pač želela preprosto dati več, si dati to možnost, da sprobam tudi globinski freediving in takrat sem se pač 2015 odselila v Dahab, v Egipt. In od takrat naprej sem potem jaz to začela trenirati zelo, zelo resno. Jaz v tisti fazi, to je bil en tak velik, bom rekla, step v mojem življenju. Takrat sploh nisem vedela, jaz nisem mogla vedeti, ali bom dobra v tem globinskem potapljanju ali ne bom. Ampak pač nekaj mi je pravilo, da bi to znalo biti zame dobro. In sem spakirala kufre in lepo šla v Egipt. Jaz sem nobenega poznala,
tam. Pa sem hitro navezala kontakt z enimi ljudmi dol, smo postali prijatelji, smo postali trening buddy in tako sem pa vsak dan se potapljala in se učila teh tehnik izenačevanja in pač seveda delala na adaptaciji. Adaptacija na pritisk, se pravi, to pač moraš ogromno enega suhega treninga delati, da telo ti privadiš na ta pritisk. Ker če ni navajeno, potem se lahko poškoduješ. Tako da sem takrat v bistvu imela tega enega mentorja, Gas Krevenas iz Litve. On je mene takrat učil oziroma naučil teh nekih, bom rekla, advanced izenačevanja, to je bil ta Mountfield. Ampak jaz sem bila zelo pridna učenka, nisem delala zelo, zelo redno te vaje, sploh na suhem, ker niso toliko, bom rekla, moraš imeti kar motivacijo, delati vaje na suhem. Tako da sem delala vaje na suhem, delala sem repeticije, ponovitve v vodi in sem potem zelo hitro, bom rekla, dojela. Tale body mind, telo, connection, moram reči, da sem to imela vedno, bom rekla, kar močno in to v freedivingu je izredno pomembno. Lahko pa to vedno natreniraš, samo to je potem pač odvisno tega, koliko si pripravljen pač dati v to. Ti v statiki, ki je tudi v bistvu ena disciplina, lahko zadržiš dih 7 minut, še Ja. to še drži? Ja, mislim, tisti, ki pač trenirajo to disciplino, grejo rekord, ženski rekord je 9 minut. Okay, ampak ti okrog 7, ali? Ja, tako. Pri tem potopu gre pa to za tam 3 do 4 minute, oziroma... Tako, recimo 3,5-4 minute, ja. In tudi to dolžino v bistvu ti treniraš, si trenirala, kako je bilo pa, ko si začela, kako si pa takrat lahko? Ja, to je bilo zelo podobno. Jaz sem bila spet, pač me prijatelj me povabil na ta trening, to je bilo na Kodeljevem zaprtem bazenu in to so se pač fantje zmenili, so imeli tedenski trening tekom zime, ko si stran od morja. Zato, da so pač držali neko formo, da so trenirali, da recimo potem spomladi, ko začnejo s tem podvodnim ribolovom, da so bili malo bolj v formi. No in takrat je on mene povabil na ta trening in jaz sem že po prvem dnevu, po prvem pač treningu sem videla, da to je pa nekaj ful special, to je nekaj ful posebnega, da to je pač nekaj, kar meni ful leži. In sem šla drugi dan v trgovino, sem si kupila one dolge plavutke, tako da pol naslednji teden sem že prišla svojo opremo in po hitrem postopku sem jaz to vse prešišala tam, tiste fante. In pa sem tudi v bistvu, ker sem si želela v bistvu več teh treningov in sem potem našla še druge ekipe, druge skupine, ko se trenirala še druge dneve, tako da sem potem jaz po hitrem postopku bila vsak dan na bazenu. O varnosti na tekmovanjih pa na treningih. Ti sicer ves čas praviš, da to je varen šport. Ja. Tudi ko človek gleda te potope na tekmovanjih, to izgleda tako, da v bistvu vas varujejo ti potapljači, varovalci, ne vem, če sem prav rekla. Ja. Kaj, oni so natrenirani v bistvu za to, da varujejo? Si tudi ti že kdaj varovala? Na kak način to gre? Ja, to so varnostni potapljači oziroma safety, kot pač mi v angleščini jim rečemo, oziroma lahko tudi rečemo, to so naši varuhi angeli, ker nas pač varujejo tam spodaj in igrajo izredno pomembno vlogo. Zdaj v bistvu ti na vsakemu treningu imaš ti v bistvu nekoga, ki te varuje med potopom. Kot si omenila in kot jaz vedno pravim, ta šport je varen, če se ga lotiš pravilno, če upoštevaš pravila. In prvo pravilo je to, da se nikoli ne potapljaš sam. Jaz se nikoli ne potapljam sama. Do max 10 metrov greš sama, ne? Niti toliko ne. Niti 10 metrov ne grem. Pač preprosto si ne upam, preprosto nekaj mi pravi ne, ker nikoli ne moreš vedeti. Nikoli ne moreš vedeti. Tako da v bistvu tudi, ko gremo, ne vem, šnorkljati, jaz imam vedno gremo v paru, vedno imamo nekoga, da te pač mirka. In tudi v bistvu na tak način se lahko ti zares sprostiš pod vodo, ker veš, da te ne dočuva skozi. Ne glede na to, kako globoko greš, ne. Tako da na treningu imaš vedno te neke trening buddyje,
ki te čuvajo. Odvisno zdaj tudi od tega, kako globoko greš. Jaz recimo na treningih, jaz se ne potapljam skozi 100 metrov plus. Tako da jaz recimo moj trening, večinoma ta recimo globinski trening, večinoma, ali pa čez, bom rekla, čez glavni del sezone, traja recimo neke 2 uri, imam 1, 2, 3 take ogrevalne potope, potem pa delam ponovitve recimo s malimi plavutkami, ker je pač veliko težje, moraš zelo, bom rekla, iz vidika laktičnosti, pač tehnike, je to zelo, zelo dober trening. Seveda ti potopi so izredno težki, ker to so zelo majhne plavutke, tako da rabiš več moči, več kisika pokoriš in je to v bistvu nek način, kako jaz, bom rekla, simuliram velike potope in delam v bistvu ponovitve, tako da pol dejansko naredim recimo 3 potope na 60, 65 metrov z zelo veliko pavze vmes. In to je nekako recimo moj ta trening. Na takih globinah imam recimo potem enega trening buddyja oziroma enega varnostnega potapljača, ne. Torej recimo sva 2, ki trenirava, ali pa smo 3 in se potem rotiramo. Ponavadi je to na boji treniramo. In se pa rotiramo. Na velikih tekmah oziroma potem, ko pa začneš delati velike potope, potem je pa pač ta varnost na nekem drugem nivoju, jasno. In takrat imaš v bistvu na tekmi so 3, 4 safety oziroma varnostni potapljači. Mi nimamo potapljačev s tem pač z jeklenkami, oni nam dejansko ne morejo pomagati, ker če si ti v stiski, te mora nekdo takoj gor dvigati. Oni pa ne morejo, ker morajo delati dekompresijo, ne. Pač ta dekostop, ko se temu pač pravi. Tako da so to v bistvu varnostni potapljači, isto freediverji, isto se na vdih potapljajo. In imaš tako, da v bistvu imaš do prvega gre najgloblje tam nekje do 40 metrov, 35-40 metrov. Odvisno, kako globoko se pač ta tekmovalec potaplja. Zdaj recimo za take globine te pa navadi najgloblji safety čuva tam nekje oziroma te pospremi, oziroma te sreče nekje pri 40-35 metrih. To je recimo tista, ne bom rekla kritična točka. Kritična točka pa navadi je tam nekje zadnjih par metrov. Takrat se dostikrat lahko zgodi potem pač ta blackout, shallow water blackout, to, ko zgubiš zavest. Največkrat se pravzaprav zgodi na površini. Ti že prideš ven iz vode, narediš tudi protokol in te potem za sekundo, 2 te malo zmanjka. Dostikrat dejansko ne rabiš sploh nobene pomoči in sam prideš k sebi. Ampak ne, se pa lahko zgodi recimo tudi te globinski, ko se temu reče blackouti oziroma izgube zavesti. In zato tudi morajo biti ti potapljači, morajo se dovolj globoko potopiti v primeru, ne, da so potem tam in te dejansko oni potegnejo nazaj gor. Pol se pravi, ta je ta prvi, gre tam nekje 35-40, potem je ta drugi, ki te sreča nekje pri 25, pol je tretji, ki te sreča nekje pri 15-10, ker tudi ti varnostni potapljači tudi med sabo se varujejo, a ne samo tebe kot tekmovalca. In potem na koncu imaš še na površini nekoga, ki vedno spremlja, itak imaš organizacijo, imaš Zdravstvena ekipa, ne? Zdravstvena ekipa, če bi karkoli bilo, te potegnejo gor na platformo, imajo vso mašinerijo tam, če bi karkoli bilo. Tako da je v bistvu ta zadeva res zelo, zelo na visokem nivoju, kar se tiče varnosti, organizirana. Spremljate sonde, spremljate kamera, si na tej vrvi, si na counterballastu. Counterballast je v bistvu kot neka taka protiutež. Torej ta vrv je v bistvu gre čez to platformo na drugo stran, kjer je pač ta vrv z ogromno eno uteži, recimo da dajo na drugo stran 30 kil in v primeru, da te morajo gor potegniti, ne, ker recimo varnostni potapljači ne morejo iti do dna s tabo seveda. In v primeru, da te morajo gor potegniti, oni samo eno zadevo odprejo in eno tako zaklopko in te potem ta protiutež te v parih sekundah te potegne gor. To se zelo redko zgodi. Sicer. Kaj pa blackouti, koliko se zgodijo? Ta narkoza, ki se lahko zgodi pod vodo, je v bistvu, če si prav razlagam, v bistvu neka predstopnja tega blackouta, ne? Lahko. Zdaj v bistvu blackout se lahko zgodi tudi brez narkoze. Ti si doživela enkrat blackout? Jaz sem blackout imela, v bistvu tako bom rekla,
Nikoli se mi ni zgodil v globini, nikoli se mi ni zgodil, da bi imela, ne vem, da bi me mogli oživljati ali pa da bi me mogli, ne vem, ja. Tudi recimo, če se zgodi, da, ne vem, zaspiš za par sekund in te potem varnostni potapljači ti potem pač te kličejo po imenu, ti rečejo, zato da možgani dejansko zaštekajo, ti rečejo, dihaj, Alenka, dihaj, v primeru, ne, da malo zaspiš. Meni se to še ni zgodilo. Tako da jaz v resnici sem imela pač na koncu na tem listi rezultatov piše blackout, ker sodnik je v tisti sekundici videl, da sem jaz pač za 1 sekundo malo zaprla očke. Ampak sem se sama prebudila. Tako da to se je zgodilo lani in je bil za mene to kar velik šok, ker se mi še nikoli ni zgodilo to, niti med treningi ne. Ampak jaz nisem bila, pač mentalno nisem bila pripravljena za take potope. Delala sem svetovni rekord in zadnjih par metrov, prej sem se vrnila gor, delala sem v disciplini za monoplavutko, ta potop, in sem se začela vleči. Naenkrat sem začutila močno hipoksijo, torej nizek nivo kisika v telesu in sem vedela, da pač, da sem na meji. Torej sem se začela vleči gor po tej vrvi, s tem sem dala signal varnostnim potapljačem, I need your help, rabim vašo pomoč. In so me pač primili in so mi pomagali, da sem prišla gor in sem potem pač sama zadihala, dihala. Ampak v tisti fazi sem rabila njihovo pomoč. Kako pogosto pa so recimo te pomoči ali pa ti blackouti? Recimo gledala sem človeka, Alekseja Molčanova, 30 metrov pod površjem, ko so ga rešili, in to za nekoga, ki prvič gleda, je kar stresno, ko ga oni pol gor oživljajo. Zgleda tako kar grdo. A ti povem, to je stresno tudi za nas, ki smo navajeni tega. To je nekaj, kar si mi resnično, tega si res ne želimo in se moramo res izogibati takim potopom. Jaz ti povem iskreno, jaz sem bila jeznena na njega, ker je šel preko. Je šel preko, bila je zelo brezglavo je šel ta potop, ne bi smel najaviti te globine, sploh ni bilo nobene logike za to najavo, tako da mi smo v resnici pač pričakovali, da se bo nekaj takega zgodilo. Tudi, če sem lahko čisto iskrena, tudi varnostni potapljači, ti pa navadi najaviš en dan prej in tudi štartna lista je objavljena en dan prej. In ko je bila ta štartna lista, pač seveda najprej sodnike morajo pregledati, ko včasih nekdo želi iti preko in ti potem sodnik ti ne dovoli, da najaviš tako globino. In potem ne objavijo te štartne liste, dokler ne preverijo, da vse globine štimajo. No, in varnostni potapljači niso hoteli tega potopa čuvati, ker ti dejansko s tem ogrožaš tudi njih. In seveda, ta potop pač, mi smo si pričakovali exactly to, kar se je zgodilo, in se je pač to zgodilo. To je bilo ravno po mojemu potopu, tako da bila sem tam in sem pač gledala ta potop in sem bila kar jezna na njega. Pa sem šla stran, pol sem mu povedala, ker pač mi smo si prijatelji. Kaj pa je rekel? Ker ti zelo poudarjaš to, da mora biti ego pod kontrolo. Da tisto, kar je treba kontrolirati, je pa ego. Ker v bistvu v tej želji, da bi človek rušil rekorde, da bi bil najboljši, greš lahko preko in ogrožaš sebe in druge. Ja, absolutno. Mislim, ne samo to, ne da ti v bistvu ogrožaš sebe in pač seveda s tem tudi varnostne potapljače. Ampak tudi vse, ki ti sledijo. Mi kot svetovni prvaki, rekorderji, mi imamo ogromno nekih teh sledilcev, followerjev, ki nas gledajo, ki nas spremljajo, ki nas, to so v bistvu pač naši fani. In mi moramo upoštevati to. Mi moramo to upoštevati. Mi smo njim vzgled in moramo jim biti vzgled. In če ti vidiš v bistvu, da nek s takim imenom, s takim renomejem se potaplja na tak način, se ti bo to zdelo pač normalno, da to je pač okej, če pač on to počne, torej, I guess, it's okay. To ni okej. In to se ne bi smelo dogajati. In jaz pač to opažam že od samega začetka, odkar sem začela s tem športom, da v bistvu se dostikrat potapljači za ceno tega nekega rezultata pač preveč riskirajo preprosto. In ne razmišljajo o tem, da v bistvu, da mi vplivamo tudi na ostale s temi našimi odločitvami.
Tako da ja, sem se z njim pomenila, pač povedala sem mu svoje, no, kot ena starejša sestra. In tako nekaj se je pač opiral, no, pač razlagal, pač iskal je pač excuses, ne, ampak v resnici pač je dojel, no, da pač, lej, ne, tega ne smemo delati, no. A bi lahko v bistvu rekla, da so, ali pa bom tako vprašala, v tem Netflixovem dokumentarcu, ne, ki je v bistvu o Alessi Cecchini, Italijanki, ki je tvoja, mislim, da in prijateljica in hkrati tekmica, ne, in o njenem trenerju in njenem najboljšem prijatelju, ki je tragično umrl. Na začetku tega filma v bistvu rečejo, da je to eden najsmrtonosnejših ekstremnih športov. Ampak če jaz prav tebe razumem, je v bistvu bolj nevarno takrat, ko se ne potapljaš na tekmovanju. Ja, Da se večkrat absolutno. zgodijo smrti. Veš kaj je, ne? Zdaj v bistvu pač te smrti se ne dogajajo, bom rekla, na nekem treningu. Zato šport, freediving kot šport je varen. Problem je, ko se recimo, ne vem, rekreativci odločijo, da bi šli pač po tisto školjkico, ko se recimo brez nekih izkušenj, brez prave opreme, brez nekoga, ki bi jih merkal. To se dogaja, ne? Ampak to niso zares, to ni šport. In vsi dajo vse te zadeve v isti koš. Recimo tudi podvodni ribolovci. Ne? Oni dostikrat tudi v bistvu zelo veliko preveč riskirajo. Oni so tudi sami. Grejo dol za tisto ribo, ostanejo predolgo dol in pa ali zmanjka za nazaj. Tudi recimo scuba diving, ne, se veliko teh nesreč se v scuba divingu pač se dosti bolj pogosto dogajajo. Tako da zares v športu, freedivingu so te primeri zelo redki. In tudi recimo to, kar se je zgodilo Steveu. Steve je ta njen trener in prijatelj, a ne, njuna zgodba je opisana v tem filmu Netflixovem Najgloblji dih. Ja. Najgloblji vdih, tako. Ja. Ja. To, kar se je pač njemu takrat pripetilo, to ni bil, bom rekla, potop, to je bil pač tak rekreativen potop. In on je njo reševal, ne, in potem on sam. Ja, ampak ona je v bistvu delala nek tak, bom rekla, se pravim, rekreativni potop, mi temu rečemo fun diving, ker je pač ideja je bila ta, da preplava tale arč v bistvu v Blue Hole. To je v Dahabu, je ta pač modra luknja, ki recimo, da povezuje odprto morje na globini 55 metrov, en tak tunel oziroma arč. In ideja je bila ta, da se ona spusti dol v to luknjo, na 55 metrih preplava ta recimo kanal in potem v odprtem morju odplava nazaj gor. Torej, mi to ne počnemo, to ni, bom rekla, tekmovalna disciplina, to je pač fun diving. Ampak, evo, bil je preveč, bom rekla, pretežek potop je bil, ne glede na to, da je v bistvu ona bila izredno močna in natrenirana. Mislim, da so šli preveč lahkotno v ta potop. Varnost ni bila organizirana tako, kot bi mogla biti. Tisti dan se pravzaprav ne bi smeli odločiti za ta potop, ker pogoji niso bili dobri, vidljivost je bila izredno slaba, morski toki, valovi so bili, skratka, pač odpovedati bi mogli ta potop. In jaz mislim, da so se pač oba precenila in so se pač odločili za ta potop. In v bistvu, v resnici je šlo vse narobe, kar bi bilo možno iti narobe. Ampak jaz mislim, da v prvi fazi pač ni bilo sploh resnično potrebe, da bi se lahko bi se izognili tej nesreči, no, absolutno. Ampak je pa tako, kot si sama omenila prej, ne, seveda ta dokumentar začnejo s to dramo, koliko je deadly, koliko je nevaren to šport, ne, in to nam ne dela usluge, ne. To je v resnici je ful problem, ne, ker recimo jaz osebno že vsa ta leta več konstantno poudarjam, da ta šport je varen, če se ga pač pravilno lotiš. Potem se pa recimo, ne vem, zgodi ta dokumentarc, Netflixu, ogromno neke publike in... A ti si sodelovala v tem dokumentarcu? Ne, jaz nisem bila del tega dokumentarca. Ampak ja, s takim dokumentarcem gremo potem spet par korakov nazaj, ne, in potem spet je potrebno pač govoriti, razlagati, delati pač dobro promocijo, osveščati ljudi pravzaprav, kaj se dogaja, ne, da mi se ne tam brez glave potapljamo.
v smrt, ne, mislim, pač to ni to, ne. Tako da v bistvu, no, vse lahko po mojem povem, tako sem zdaj že v intervjuju povej. povedala. Snema se dokumentarec, no, tako da snemamo moj dokumentarec. Kdo pa snima? To je v bistvu ena taka ameriška zelo velika produkcijska hiša, tako da ne smem nič kaj preveč povedati detaljno, Kje pa ampak snimate? vse posod. Hodijo s tabo naokrog po svetu? Tako. Začeli smo letos januarja v Dahabu, v Egiptu, potem so prišli na Filipine, potem smo se srečali na Bahamih na tekmi, Rota, na svetovnem, na Poroko tudi. Na Poroko. Ja, Kdaj pa pride ven dokumentarec? si bomo vzeli čas, tako da drugo leto bomo še snemali, kar je meni pravzaprav zelo mi leži, ker ni tistega občutka nekega prešera, recimo, da vem, da zdaj pa moram izdelati svetovne rekorde. Mi bojo sledili in ko bo pravi čas, ko bomo začutili vsi skupaj, da je to in tudi predvsem to, da sem povedala neko svoje sporočilo, kar je meni zelo, zelo pomembno, bo po mojem to pravi čas. Tako da po mojem, da niti ne drugo leto, mogoče drugo leto na koncu sezone bojo verjetno začeli sestavljati stvari, tako da mogoče 2025. Bomo videli, no. Ampak ja, to je bila ena zadeva, se mi zdi tako zanimivo, no. 2021 je bil ta artikel, ta velika, bom rekla, reportaža o meni objavljena online, na internetu, On Just One Breath, to si tudi sama prebrala, ne. In potem sem jaz dejansko dobila ogromno enih ponudb za dokumentarc. In je bilo to, bom rekla, kar zelo stresno. Na nek način sem vedela, da to za mene izredno pomembno. Sem rekla, mogoče to je lahko nek stepping point za mene, da mogoče mi bo pomagalo tudi pri sponzorjih, ki je vedno struggle. Nažalost je zmer tako. Pa tudi v bistvu na nek način sem želela to svojo zgodbo pač povedati in je to še taka večja publika. In ja, pol dejansko sem mogla malo selekcionirati. Nekateri so valjda seveda hoteli tudi to smer svetovnih rekordov, rekordi, ne. Jaz pa to pač preprosto nisem želela, ker it's not about that, ne. Torej, to ni point. Tako da sem mogla malo selekcionirati in to je trajalo dejansko 1 leto. Mi tudi kar ogromno enega stresa povzročilo, ampak sem potem na koncu našla eno ekipo in zdaj v bistvu tudi s to punco, ki je ta glavna, bom rekla, koordinatorka, ona ima funkcijo pač vsega v končni fazi in sva tudi prijateljice zdaj postale, tako da imava tudi tak, bom rekla, oseben odnos in zato je tudi prišla na Poroko, ker sem se pač čutila, da je lahko tudi del te moje zgodbe, čeprav je bila Poroka mini, res zelo majhna. Ampak je meni tudi pomembno, da imam tak odnos z njo, ker mislim, da bom na tak način lahko res komunicirala pač to, kar čutim, no. Super. Saj tudi Alezija, ne, prej si omenila, da ste vsi v bistvu nekako prijatelji med sabo, da si tudi poveste, kar vam gre, se pohvalite, si iskreno poveste, a ne. Mislim, da je tudi ona, da je prikazano v tem filmu, ker je že kot 12-letna se potapljala, rušila rekorde, je bila frustrirana, ker ji niso dovolili pred 18 letom se potapljati in tako naprej. In da je v bistvu tisti napredek se zgodil takrat, ko je slišala, mislim, da od Molčanove je to misel, a ne, da se ne smeš potapljati zaradi rekorda oziroma da ne sme biti poanta, ne smeš ti misliti takrat na rekord. In to je tudi nekaj, kar ti pogosto poveš, a ne. Ja. Da ti v bistvu ne moreš biti dober, če takrat razmišljaš, jaz hočem rekord postaviti. Ja, tako bom rekla, iskreno ti povem, jaz recimo, pač z Alesijo sva cool, ne vem, pač, ampak je 11 let mlajša še zmerno, tako da v bistvu jaz vidim to razliko, se opazi ta razlika, mogoče se jaz vseeno malo bolj preudarno in malo bolj zrelo, bom rekla, lotevam teh rekordov, ona pa kar malo puša, ona pa kar malo pritiska, kar včasih mi gre malo na živce, ker pa to pomeni, da mene avtomatično potegne v to not in v bistvu včasih, mislim, bom rekla, načeloma sem sposobna ne igrati te igre in ne pasti notri v ta ego, v ta vakuum, ampak me pa tudi potegne včasih notri. In to v bistvu, ja, zanimivo je to, da recimo leta 2021
je ona napovedala neko precej noro globino v eni disciplini z 2 plavutkama in je takrat izboljšala svetovni rekord. Pač rekord je bil do takrat, mislim, da ne vem, 95 metrov in je naenkrat najavila na pretekmovanju svetovnega 105, torej 100 metrov globlje. V disciplini, katero ona nikoli niti tekmovala ni. In nisem se niti vedela, da ona to trenira. Seveda vse šokirala, ampak mi ni dalo miru, ne. Jaz sem pa to disciplino trenirala, to je moja disciplina, sem delala ful dobre potope tudi na treningu, v tej isti globini in sem tuhtala, ne, sva debatirala s partnerjem, kaj čem zdaj, ne, čem napovedala, da je teh 106 metrov ali ne. In kar v bistvu pa sem napovedala 106 metrov, sem šla proti, bom rekla, pač, ja, recimo temu, da je ego takrat prevladal pri tej moji odločitvi, ampak sem vedela, jaz sem točno vedela in sem šla z zavedanjem v to najavo, da riskiram zelo veliko. Ker v bistvu ne, ker ne bi bila zmožna tega rekorda narediti fizično gledano, ampak ker sem se igrala to igro, ker sem vključila ego, ker mi ni dalo miru, ker mi šlo na živce, da je šla ona tako globoko. In sem pol najavila to globino, naredila sem potop, nov svetovni rekord, ful velik rekord, ampak nisem bila pa vesela, ne. In sem prišla ven in sem bila skorajda besna. Sama nas? Nas je, na celo situacijo. Na situacijo sem bila jezna, na sebe, na situacijo. Na živce mi šla, da sem počutila sem se, kakor da pismo, ne. Mogla sem ta potop narediti, ne. Na živce mi je šlo, da sem ta potop mogla narediti, ker to ni, ne. Ja, in sem delala rekord in evo, to mi je bil ful lep, bom rekla, dokaz, da dejansko niso rekordi tisti, ki me osrečujejo, ne. In način, kako se tega lotiš, pravzaprav, to je pomemben proces. Številka, okej, kul, če se lotiš zadeve pravilno in je to potem, bom rekla, rezultat tega pravilnega oziroma, da si na pravi poti. In potem to je samo še tista pikica gor, ne. Ampak ja, tako da, ampak je zanimivo in je nujno tudi za mene, da imam tudi take izkušnje, da vidim, da dejansko sama izkusim, občutim, pa čeprav sem vedela pred tem potopom, sem imela že dovolj, bom rekla, nekega znanja, ampak včasih pač moraš malo probati, no. Kje ti štimajo te plavuti? Nekaj časa so ti v Ukrajini? Ja, to so v bistvu zdaj ta Cetmo Composite, italijanska firma, Italijani, oni so zdaj razvili res ful dobro opremo. Zakaj so pa v Ukrajini se štimale? Oni so tudi, Ukrajinci so prav znani, Ukrajinci pa Rusi so znani po tem, da delajo zelo dobre te monoplavuti. Sploh v drugi disciplini oziroma v drugem športu, fin swimming, to je pa dejansko hitrostno plavanje. Oni so res pač majsteri, delajo, pač izdelujejo ročne te monoplavuti, ampak so Italijani zdaj pogruntali to cetmico, kot jo mi kličemo, in je res zelo, zelo dobra plavutka. Zelo dober, bom rekla, leži. Si tudi na vezi z ukrajinskimi potapljačicami? Z Katarino, v bistvu, ja, Katarina Sadurska, ona je v bistvu tako dost nova v našem svetu, izredno talentirana. Tale pupa nam bo še delala štrene. Zelo, zelo talentirana, ful draga punca, res taka super pupa. Tako da mi je bilo tudi iz tega vidika, da je pač predstavljala Ukrajino, mi je bilo še dodatno, bom rekla, drago. Osvojila je 2 medalji, zlati medalji, 2 naslova svetovne prvakinje v drugih 2 disciplinah, tako da mi je bilo ful fajn, v bistvu, res. Da ni v tvoji. A veš, da smo se lepo podelile, ne. Jaz 2, ona 2, super, ne. Tako da je pa res, kar se pa tiče tako, kot atletinja, ful talentirana, tako da mislim, da bomo videli še vrhunske rezultate iz njene strani. Kako je z dopingom v tem športu? Če pogledamo malo naprej, zdaj bi malo o tem športu v prihodnosti govorila. Zdaj, včasih je veljal za izredno čist šport, mislim pa, da tudi ti opozarjaš na to nevarnost dopinga. Koliko ga je, kaj ti opažaš in kaj bi recimo tle sporočila športni javnosti? Tako, ne, v bistvu šport se razvija in tako kot v vseh športih, tudi v naš šport je prišel. In zdaj ne vem, koliko dolgo to že traja, ne vem. Jaz sem nekako slišala te govorice že prej, predvsem v bazenskih disciplinah. Kaj pa jemljejo? Pomirjevala menda. In zdaj problem je v tem, da pač pomirjevala niso na vadalisti.
ker jih pač preprosto farmacija ne dovoli, ker je pač to je pač zdravilo, droga, ki je najbolj uporabna menda med populacijo svetovno. Tako da seveda ima farmacija premočen lobby, da bi dopustila vladi, da da to zdravilo na listo. In se zdaj s tem pravzaprav bojujemo. No. Na kak način se pa, kje vidiš recimo možnost, da bi ta šport, da rečem tako, ostal čist? No, to, kar ti v bistvu leži na duši, ne? To, kar bi rada sporočila. Na kak način, kaj javno opozarjanje, kaj še, kakšne oblike pritiska imate, da bi se to zamejilo? Jaz mislim, tako kot v vsakem športu, ne, pač te kontrole recimo morajo biti, doping kontrole, morajo biti na vseh tekmah, tudi random izven tekem. Ampak jaz mislim, da glavni problem je ta, da v bistvu freediving je relativno, bom rekla, nov šport in to, kar recimo nam pomaga, v drugih športih ne pomaga. Kot sem omenila pomirjevala, to je tako, ne, to je res super, bom rekla, doping za nas, ne, ki ga pa pravzaprav lahko dobiš, je tako prosto, ni težko dobiti to, ne. In je v bistvu zdaj samo vprašanje posameznika, a se bo odločil za to, da bo pač šel v to, goljufal. In ja, letos je bila prava, bom rekla, doping afera, ne, ker je v bistvu na eni v teh velikih tekmah je organizator nepričakovano pač pregledal potovalke enih tekmovalcev in pač našel celo farmacijo teh pomirjeval, ne. In je ta zadeva prišla ven v medije in smo potem, je v bistvu to nam kar malo odprlo oči, ne. In jaz v bistvu tiste faze nekako ko sem imela naprej, nekako nisem verjela, ne. Čula sem govorice, ampak se mi zdelo, da to ni možno, ne. Saj pač mi imamo doping, te antidoping oziroma te kontrole imamo, jaz sem jih že nešteto naredila v svoji karieri, vsakič po svetovnih rekordih, med svetovnim prvenstvom. Tudi jaz sem bila pravzaprav v tem Adams sistemu leto pa pol, to pomeni, da ti lahko pridejo kadarkoli, kjerkoli. Pač vedno moraš biti na razpolago, tudi v temu smo, ne. Ampak ja, dokler bo zdravilo, ki pač ni na tej listi, navadni listi, dokler bo to zdravilo ne bo na tej listi, bo zelo težko omejiti to zadevo, ne. Obstajata dve organizaciji pri tem potapljanju, AIDA in CMAS. Lahko mogoče na kratko razložiš, kakšna je razlika med njima? Zdaj tako, CMAS je v bistvu tista organizacija, ki je pač bolj, bom rekla, verodostojna, ker je pač prek Olimpijskega komiteja. Oni tudi v bistvu sodelujejo z WADO. In tudi jaz tekmujem recimo, ko je svetovno prvenstvo, jaz grem na CMAS svetovno prvenstvo. AIDA je v bistvu, oni imajo zelo veliko zgodovino, oni so tisti začetniki, bom rekla, prva organizacija, imajo res ful, imajo nekega znanja, ampak to je pač privatna, bom rekla, organizacija. Leta nazaj, recimo, če si šel na svetovno prvenstvo, si šel na AIDA svetovno prvenstvo, se je pa to zadnjih par let zelo spremenilo. In to je problem v resnici, ne, ker mi imamo, včasih se zgodi, da imamo 2 svetovna prvenstva v sezoni. Zdaj je že tako nekako, da recimo tisti, ki smo profesionalni potapljači, gremo na CMAS svetovno prvenstvo, ne. Torej, zdaj pač imaš tiste, ki mogoče recimo tako, no, po domače povedano, malo lažje dobiti neko medaljo na AIDA svetovnem prvenstvu dandanes, kar je mogoče tudi okej iz vidika promocije, ker pač vsi probamo vsak v svoji državi probamo delati na promociji tega športa, tako da it's okej, no. Ampak ja, jaz mislim, da v bistvu zdaj tudi zaradi te doping afere, mislim, da pravzaprav bo samo obstajalo eno svetovno prvenstvo in to bo pod okriljem CMAS svetovnega prvenstva. Ni pa to še olimpijski šport? Ne. Tukaj si ti zelo ostro na stališču, da bi moral biti, ker kot praviš, je to nekaj, kar je človek potapljanje počel od vedno. Je to nekaj naravnega za naše telo in bi se morali pomiriti. Kje pa tukaj vidiš rešitev v bistvu? Mislim, glej, tudi recimo v tem Olimpijskem komiteju in tako naprej, pač v tem svetu, to so tudi pač lobiji in zdaj to je prva zadeva, jaz mislim.
Druga zadeva je ta, da verjetno ni tako preprosto organizirati globinsko tekmovanje v freedivingu. Torej pač organizator olimpijskih iger mora v bistvu potem imeti pogoje za to. To je kar problem, ker pač nimajo vse države pogojev za globinsko potapljanje. V bazenu je veliko lažje, kot pa recimo v globini. Zdaj to, bom rekla, pač ta neki politični vidik, ali bo ali ne bo, pravzaprav s tem se jaz niti ne ubadam. Fajn bi bilo, no, če bi vključili to disciplino na olimpijske igre, zato ker je v bistvu, jaz bi rekla temu, ker to je po mojem new age sport. To je, mi pač vsi stremimo nekako k temu, oziroma to je ena zadeva, ki ti lahko da, recimo, da gre over the physical, se pravi, ker je tudi zelo, zelo mentalen šport, ki promovira zdravi način življenja, ki promovira dihanje, o katerem sploh se ne govori nič. Jaz bi dala pravilno dihanje oziroma učenje dihanja. Jaz bi to vključila v šole, ker to je najbolj pomembno. Mi vsi, ki smo pod stresom in naše življenje je tako, da smo konstantno pod nekimi manjšimi ali večjimi dozami stresa, dihamo v bistvu tako plitko. Absolutno, ja. Sploh nimamo zavedanja o dihanju. Dihanje pravzaprav, vse se začne pri dihanju in vse se konča pri dihanju v končni fazi. In bi lahko si res prišparali zelo veliko stresa, ker ko pa pravilno dihamo, pa v bistvu se telo sprosti, zdaj sem zelo tako povedala laično. Ja, ampak tako je. To je to. Preprosto, simple. Ampak včasih recimo, to se mi tudi dozdeva, da bolj ko je simple, bolj ko je preprosto, mogoče manj verjamemo v to, ker si pač moramo komplicirati stvari, da jim verjamemo ali nekaj. In dihanje je eno izmed. Tako zelo ga samoumevno jemljemo, ampak v resnici je pa, se pravim, vse se začne in konča pri tem. Tako da ja, promovira to, pač ta mentalni del in tudi v bistvu, recimo, ne vem, seveda sproščanje, tudi v bistvu stik z naravo. In ti vidiš tukaj tudi možnost promocije okoljskih tem, preko tega športa. Yes, exactly. To je ful pomembno, da se pač ozavešča, kaj se dogaja z okoljem, da imamo odnos do okolja. Mi nismo zaprti tam v neki telovadnici, to je čisto neka druga sfera. In poleg tega seveda, da je pač tako zelo kompleksen šport, kjer res dejansko moraš natrenirati toliko nekih segmentov, seveda, recimo, če sam tako na hitro povem, tudi za primerjavo, da bi vedeli, recimo, gledalci, kako jaz treniram. To je eno vprašanje, ki dosti pač mi ga postavljajo, na kakšen način treniram. Zdaj, tako kot v vseh športih, ki se razvijajo, je pač moč izredno pomembna. Torej, seveda, kot v vseh športih, je tudi gym oziroma fitness je postal zelo pomemben. Se pravi, moč, potem seveda, jasno, mi moramo trenirati to pač specifične treninge za nizek oziroma za hipoksijo, se pravi nizek nivo kisika v telesu. Po domače povedano, pač moramo delati treninge z zadrževanjem zraka. To lahko delaš suhe treninge, globinske treninge, bazenski treningi. Potem je treba delati zelo veliko na tehniki, se pravi, v mojem primeru je to plavanje. Zelo, zelo veliko plavanja, kilometre je treba preplavati na površini, zato da dejansko ti usvojiš to neko tehniko. Tehnika je zelo pomembna, ker boljše, ko imaš tehniko, bolj si, recimo, efikasen, manj kisika kuriš. Potem moraš delati specifične treninge, kot sem prej omenila, za izenačevanje zraka, izenačevanje oziroma equalization. To moraš konstantno trenirati. Tudi recimo, jaz, ko sem dalj časa izven vode in ko se potem vrnem po recimo 2 mesecih nazaj v globino, ni tako simpel. Tako da v bistvu res zgubiš ta občutek in moraš to konstantno trenirati. Adaptacijo na pritisk moraš konstantno trenirati z suhimi vajami, se pravi stretching, raztezanje prstnega koša. Zelo, zelo pomembno, se pravi, držati to neko adaptacijo na ta pritisk. In pa seveda mentalni treningi. In že sam mentalni treningi, mislim, že sam tukaj imaš toliko enih področij, lahko to meditacija. Veliko meditiraš, ne? Ja, jaz delam bolj dihalne vaje. Zdaj, to je v bistvu isto. Meditacija oziroma fokusirano dihanje, to je zelo podobno. To je vse pravzaprav nekak meditacija.
vizualizacija tudi zelo pomembna. Tako da tle toliko enih zadev, ki jih lahko treniraš, da dejansko je en dan, 24 ur je premalo, Prekratek. je prekratko. Ja. Tako da jaz moram res je ful dobro tole nekako pol zorganizirati, da pač pokrivam, da poskušam pokrivati čim bolj. In jasno, vedno je tako, da si v eni zadevi recimo najbolj švoh, v neki drugi zadevi si pa mogoče močnejši, pa pol seveda moraš delati bolj na tistemu. Kje pa si najbolj šah? V resnici moram reči, da sem tam kar z vsemi. Ni ene zadeve, ki bi mi zelo nagajala. In tako da jaz moram res kar vse trenirati. Sploh pa recimo na takem nivoju, zdaj pa res je pomembno, no, da na vseh področjih moram biti top. Ti si drugače zaposlena v slovenski policiji. Kako je to izgledalo? To v bistvu človek, ko doseže neke rekorde, sam pokliče, oni pokličejo, kakšen v bistvu odnos imaš s policijo? To mi je v bistvu odnos, imam super čudovit, zelo lep odnos. V bistvu tako se je to zgodilo, da je moja zveza, Slovenska potapljaška zveza, oni me predlagajo in to gre preko Olimpijskega komiteja tudi. Torej jaz, kot sem prej tudi mislim, da omenila, seveda jaz moram dosegati neke rezultate, kar pomeni, moraš biti ali moraš imeti svetovni rekord ali pa moraš biti top 3 na svetovnem prvenstvu. Torej pač kriteriji so zelo visoki. No in tako da pač moraš, bom rekla, moraš biti, moraš odgovarjati nekim kriterijem in potem oni dajo to neko prošnjo naprej in hvala Bogu so mi uslišali in so mi dali v del te ekipe. In mislim, meni je to tako res zelo, zelo veliko pomeni, mi je zelo, zelo drago. In tudi nekako, jaz mislim, da sem tudi sama pa zapravo potrebovala ta neki feedback od naše države, da mi da to neko priznanje, da v bistvu cenijo to, kar počnem. In mi je to dalo še dodaten zagon, še dodatno motivacijo, ne? Da se nisem počutila tam kot spet kot nek samorastnik, ki sicer rastura po svetu, ne? Ampak noben pa nič ne ve, kaj preveč, ne? Tako da mi je bilo ful drago, no, da so mi dali to potrditev in seveda pač to ti da potem še dodatno motivacijo, ne? In v končni fazi mislim, da sem jaz in pa športniki nasploh smo res, pa vsega ni lepšega načina za promovirati Slovenijo, no? Se mi zdi. Tako da oni so po mojem veseli z mano, jaz pa tudi z njimi. Prejšnji mesec si se torej poročila s svojim partnerjem Florianom Burkhartom. Ja. On se tudi potaplja, koliko se potapljata skupaj, koliko je on še v bistvu, je on tudi tekmovalec, ampak ne na tak način, ker on dela tudi v pisarni, ne, kot ti praviš, nekaj mesecev na leto. Ja, tako je, pač nekdo mora delati, razumeš, mislim, nekdo mora služiti za kruh ali kaj. Ne se malo hecam, ampak tako me zmenjeno on službi, da pol leta dela v banki, Švicar, pač tako je, ne. Pol leta pa trenira, potuje z mano, je v glavnem moj največji support. In to zdaj že neki let furava na tak način. Hvala Bogu ima on to priliko, tudi pač ta šefica, njegova šefica je ful v redu in je tudi pač velika strastna ljubiteljica športa, tako da razume to, no, tako da tudi iz te strani pomagajo, no, da pravzaprav, da je to sploh možno. On ni profesionalni potapljač, dela pa rekorde za Švico, no, tako da je v bistvu tam že trka na 90 metrov, tako da se on tudi zelo že kar pošteno potaplja. Ja, tako da midva dejansko zdaj tekom recimo zime, jeseni začne delati, potem tekom zime pač dela in v Švici. Jaz v tej fazi hodim tako pač na priprave, globinske priprave, recimo, da grem v Egipt za par tednov, ampak v glavnem pa delam pač bazo, to je pač trening, ki poteka v fitnessu, v bazenu, tako da lahko dejansko tudi v tej fazi sva lahko skupaj. Ne? Tako da recimo, da je zdaj pač ta nek dom blizu Ženeve, v tej vasi Kolonj-sur-Salev, tako da lahko tudi tekom zime sva lahko skupaj, no. Koliko pa priješ v Slovenijo?
Zelo, zelo malo, premalo. Ko prideš v Ljubljano ali greš na obalo, ti si v Žusterni si včasih kot otrok plavala, ne? Na Markovcu ste živeli, če prav razumem. Ja. Si več v Ljubljani ali na obali, ko prideš? Jaz sem zelo malo v Sloveniji, bi si želela, da bi lahko več časa tukaj preživela, ampak je tako, da jaz sem ful malo časa v Evropi nasploh. Meni je zdaj dom je Evropa, tako da ali sem gor pač v Švici oziroma Ženevi, ali sem tukaj, mi je to pravzaprav mi isto, mi je pač dom. Ampak partner živi tam, sem si zdaj dom ustvarila, tako da seveda, in glede na to, da skozi potujem, jaz tudi rabim se včasih malo ustaliti, no, mi to manjka, tako da potem, zdaj, če bi bila recimo, da bi bila spet, ko pridem domov, da bi bila tudi non-stop med Švico pa Slovenijo, bi mi bilo preveč, tako da seveda sem se pač odločila, da preživim čim več časa tam, doma, da delam stvari, ki jih navadni smrtniki delajo, da urejam, ne vem, kupujem košine, polštrčke, dekoracijo, kupujem, to seveda se hecam, ampak v resnici je to resnica, pač zdaj v tej fazi, ko se pač približujemo novemu letu, Božiču in tako naprej, ko me čakam, da je ta del, da lahko pač okrasim stanovanje in tako čisto prehitro, kupujem nove te dekoracijo, kuham, pač postanem prava domačica, kaj naj rečem. In mi manjka in mi je ful mi je cool, no, res tudi ta lifestyle. Tako da, ampak je pa res, jaz čutim potrebo, no, da sem tudi nekje na enem placu domu, ker toliko veliko potujem. Ampak, moram še omeniti, njima seveda sem predstavila Slovenijo, lani malo bolj, in je tako se je zgodilo, da med 2 tekmama smo imela kar veliko časa in sva si vzela dopust in sva šla v Slovenijo. Ne, zdaj, ljudje ponavadi stremijo k temu, da grejo v eksotiko na dopust, ne, mi to gremo domov na dopust, ne. Tako da sem mu pokazala Slovenijo, sploh ta zahodni del, pač iz kje jaz prihajam, ne, in se totalno napalil, ne, in tako da obstaja zdaj ideja, da bi se mogoče midva čez neki let, da bi se dejansko vrnila v Slovenijo, ne. Na obalo, v Brda, kjer je bil oči doma, ali v Prlekijo, od kjer je mama bila? Ne, to bo nekje bliže morju, absolutno. Mogoče kje Istra, ali pa tam nekje Brkini, tam nekje. Bomo videli. Brkini, evo. Tam nekje, no, lej, meni so ti kraji, to je vse posod, vse skupaj tako blizu pri nas doma v končni fazi, no. Tako da tam nekje, ampak po mojem malo bliže bo moglo biti v morju, ker bom vedno povezana z morjem. Tudi verjetno v prihodnosti bom najbrž delala kakšne te workshope, delavnice in tako naprej, tako da pač rabimo morje, ne. Ti ne maraš napovedovati stvari in prav je tako, ne maraš govoriti o rekordih in številkah vnaprej, si postavljati takih ciljev konkretnih, vsaj na glas, ne. Ampak vseeno, kje se vidiš v tem športu in kje vidiš ta šport, na primer 10 let naprej? Jaz v bistvu grem zdajle sem v tem športu že v bistvu profesionalno že 8 let, kar pomeni, da že 8 let podiram svetovne rekorde in sem na najvišjem nivoju, kar je zelo, zelo naporno. Letos sem bila v eni fazi, ko sem se res začela spraševati, koliko se jaz tega pravzaprav še želim. In sem tudi v bistvu nekje vmes izgubila ta nek purpose, se pravi namen. In moraš imeti namen, ki gre over čez preko teh nekih rekordov. Vsaj jaz osebno, meni rekordi niso dovolj, zato da se v bistvu tam maltretiram vsak dan na teh treningih. Tako da rabim nek dodaten motiv. In je bila taka res posebna sezona in sem spet našla ta svoj motiv in motivacijo in željo, da nadaljujem. Tako da v bistvu grem res iz leta v leto in bomo videli, koliko dolgo bom še to vztrajala. Tako da želja je, vedno se da kaj izboljšati. Sam proces treniranja mi je ful dober, jaz uživam med temi treningi in meni je to res, kar je po mojem najbolj pomembno seveda, da pač da uživaš, ne, ker če greš na trening in greš s tem nekim odporom, potem je konec, pa pozabi. Tako da to je prisotno. Sama si rekla, da v številkah rada ne govorim. Ja, a če hočeš reči, jo kar reci. Ne, samo tako, pač nekje tam v zadnji je, recimo, da imam še, ko se temu reče? Fore. Ja, fore, oziroma nekako s tole monofinko, no, nisem še vsega pokazala, no. Se reče, imam odprti račun, kako se reče?
Ja, po moje jaz bi rekla, da imaš rezervo. Ja, nismo se še čisto zmenili, oziroma imam še rezerve tukaj. No, ja, in sploh po lanskem letu, no, lani mi je uspelo na treningu iti precej globoko, 126, kar je v bistvu neuradno pač rekord, ampak pa na tekmi se mi ni šlo. In tako da letos sem se odločila, da se pač posvetim tej drugi disciplini, tudi zato, da si dam dalj časa, da se mi ta motivacija in ta želja gradi. In ja, tako da bomo videli, no, naslednje leto verjetno bom malo bolj fokusirana na monoplavutko spet. Okay. In ja, upamo, da ne bom spet nekam zašla in da bom ostala na na svoji poti. Ja, in da mi bo zdravje tudi služilo, seveda. Lani sem nekaj imela, oziroma po zimi sem nekaj bolehala, sem imela te prehlade čisto, ne vem, predolgo, no, res so se vlekli, tako da nisem mogla trenirati po zimi, ko sem si želela. Pa sem ugotovila, da je bilo to zaradi posledica pač prevelikega stresa, ker je bilo preveč vsega. Tako da ja, no, to je to. Bomo videli, čez 10 let pa ne vem. Bomo videli, kam me bo odneslo. Zaključiva v globini. Pogosto, čeprav so ta imena modra luknja in tako naprej, v bistvu ni modro, ampak je črno. Ja, črno je samo v This Blue Hole. Okay. V resnici se sam tam res tako zatemni, da postane čisti mrak. Drugod, v drugih morjih, kjer je pač odprto morje, kjer je svetloba, pa ne glede na to, da se potapljamo zelo globoko, je še zmer je modro. Je temnejše. Ampak temno modro. Temno modro. Temno modro. Ti pogosto rečeš, da tudi o varnosti so veliko govorili, da ne sme boleti, pritisk se ne sme čutiti na način kot bolečina, takrat se je treba vrniti, nujno se je treba vrniti, upoštevati telo in kaj ti telo govori. Ja. In da mora biti ta občutek v tej globini v bistvu, kot da te nekdo objame. A ti se počutiš varno od spodaj? Kakšna je v bistvu Alenka, ko je od spodaj? To je drug svet, veš. To je en drug svet, to je neka druga realnost tam dol. Odvisno od potopa, seveda. Odvisno, koliko sem sposobna se spustiti globoko. Ne, dobesedno pa tudi ne, to je drugače. Koliko globoko sem se sposobna vase spustiti, recimo. Če mi to uspe, potem je to res neka druga realnost, ko sem omenila. Je tak noro lep občutek, občutek v bistvu pripadnosti, občutek miru, občutek vse je okej, tišina, stillness. In to je zen, ne? To je zen. Ja, to je zen. To je to. To je v bistvu, recimo, tisti, ki prakticirajo zelo veliko globoko meditacijo, čutijo ta občutek. In zato to je tudi ena zadeva, no, ki mi pač, ki še dodatno, bom rekla, bogati te moje potope. In recimo, ko se en tak potop zgodi, jaz ko pridem nazaj, mislim, to je tako veselje, no. Sreča. Sreča ni, bom rekla, jaz sem zelo pomirjena, ko pridem nazaj, sem radostna, ampak sem umirjena. Ja, ni neke euforije. Okay. Alenka, najlepša hvala, da si bila moja gostja. Hvala, ker si prišla, tudi hvala za vse, kar si povedala. Tudi tiste težke stvari je v bistvu fajn, da jih nekdo govori in da jih govori na način, kot ti govoriš ti. Hvala tebi za pogovor, za povabilo. In sem prav uživala med tem pogovorom in upam, da sem komu približala tole lepoto potapljanja. Hvala še enkrat in hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam, da ste bili z nama. Spet se kmalu vidimo z novim gostom.